Salonit Anhovo je velik okoljski in zdravstveni problem Kanalske doline. V preteklosti je že povzročil 2500 obolelih za azbestozo ter obeta še številne preuranjene smrti v prihodnosti, kot na to opozarja društvo Eko Anhovo. Že tako slabo sliko emisij je še poslabšala uredba o rudarskih pravicah, ki pokriva tudi Anhovo, ki je cementarni podelila pravico za izkoriščanje apnenca in laporja v skupni količini do 38 milijonov 500 tisoč kubičnih metrov oziroma 2 milijona ton na leto za naslednjih 50 let, kar je nadvse problematično iz več vidikov. Prvi vidik je, da se ta surovina uporablja v veliki meri za proizvodnjo polizdelka klinkerja, ki je najzahtevnejši, najdražji in za okolje najbolj obremenjujoč del proizvodnje cementa. Nato se pa ta polizdelek izvaža italijanskim cementarnam, ki ga zmeljejo, še kaj dodajo in prodajo naprej končni produkt cement. Okoljsko ceno za to pa plačujemo v Sloveniji. Drugi problem je višina koncesije. Čeprav Salonit beleži visoke dobičke, lani je v dividendah izplačal 8 milijonov evrov, še eno leto prej 7 milijonov evrov, je koncesijsko vplačilo smešno nizko. 18 tisoč evrov za lansko leto. V okolici recimo deluje igralnica Hit, ki vplačuje 350 tisoč evrov oziroma naj bi vplačala v letošnjem letu, pa Soške elektrarne s koncesijskim vplačilom 504 tisoč 700 evrov v letu 2019. Tretji problem je benzen. Po uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepravičnih virov onesnaženja in uredbi o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa je cementni industriji omogočen obsežen izpust benzena, ki je, kot vemo, kancerogen. Skladno s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije bi morali benzen umestiti v prvo nevarnostno skupino z mejno vrednostjo 0,1 miligrama na kubični meter in omejitvijo masnega pretoka, pa žal trenutna ureditev ni prilagojena potrebam prebivalstva, ampak željam industrijskih onesnaževalcev. Prva uredba dopušča 1 miligram na kubični meter, kar je 100-krat višja vrednost od zdravstvenih smernic, druga uredba pa 5 miligramov na kubični meter, kar je 500-krat višja vrednost. Moja četrta poanta je pa sežig in sosežig odpadkov. Za oboje veljajo različne vrednosti, da si ravno v obeh procesih nastajajo približno enake emisije, kar je de facto obvod za večje količine emisij tudi v primeru Anhova, kot bi bilo potrebno. In moja pobuda, vprašanje za vas, gospod minister, je, ali boste te 4 problematične točke naslovili in jih odpravili.